Posebej pa pomembno to, da je Makedonija ena od tistih držav, za katero se je Slovenija vedno zavzemala, da je zrela in da je čas, da se znajde v druščini oziroma zavezništvu NATO. Kot veste, je Slovenija vedno, že na zadnjih vrhih NATO, podpirala njihovo včlanitev. Kot tudi veste, je še zmeraj problem ali pa nerešena zadeva v zvezi z njihovim pristopom, neurejene razmere z Grčijo. Mi bomo tudi na vrhu NATO v Chicagu v letošnjem letu poskušali dopovedati vsem ostalim članicam NATO, da je čas, da se zadeva premakne, da je čas, da Makedonija dobi neko višjo stopnjo poziva oziroma da se zadeva naredi, da se v zadevi naredi korak naprej. Res je, da je v NATO, kot veste, čas oziroma čas takih odločitev v tem trenutku precej neprimeren, glede na to, da so težave v Grčiji tako z njihovo ekonomsko krizo, kot seveda z trenutnimi volitvami, ampak vseeno smo prepričani, da lahko tudi z našo podporo in seveda z podporo vseh ostalih, ki jih je makedonski minister že obiskal, naredi Makedonija korak naprej v tem približevanju NATO. Drugi del najinega srečanja bi pa namenjen seveda bilateralnemu sodelovanju med Slovenijo in Makedonijo, kjer bi posebej rad izpostavil izjemno dobro bilateralno sodelovanje na tem vojaškem področju. Kot veste, slovenska vojska oziroma država Slovenija koristi makedonski poligon, ki je za našo artilerijo in seveda druga oklepna vozila izjemno pomemben. Mi takih poligonov nimamo tako velikem obsegu kot oni. Pogovarjali smo se pa tudi o možnosti ostalih bilateralnih sodelovanj, tako v okviru evropskega projekta oziroma evropskih projektov Smart Defense oziroma Pooling and Sharing in seveda vseh ostalih možnosti, ki jih nudi Slovenija lahko makedonski vojski, od našega bataljona oziroma gorskega centra odličnosti v Bohinjski Beli, naših sodelovanj na področju letalstva, motoriziranih čet in seveda tudi njihovih možnosti, ki jih nudijo tako svojimi medicinskimi enotami oziroma ostalimi enotami vojaških enot. Kot veste, makedonski minister danes obišče tudi predsednika države, dr. Danila Türka, in pa zunanjega ministra, in jaz mislim, da bojo tudi ostali naši najvažnejši predstavniki države znali najti oziroma dati podporo nadaljnjim prizadevanjem Makedonije za članstvo. Toliko kratko. Hvala.